Delovno sodišče odloča v individualnih delovnih sporih med delavci in delodajalci, na primer glede sklenitve, obstoja, trajanja ali prenehanja delovnega razmerja, oziroma o njihovih pravicah in obveznostih, kot so plačilo plače, regresa za letni dopust, stroškov prevoza in prehrane. Tomažu, ki dela kot kuhar v restavraciji, je delodajalec povedal, da ga zaradi manjšega obiska restavracije ne potrebuje več in da je s tem prenehala njegova zaposlitev. Pisne odpovedi mu pri tem ni izročil. Tomaž je zaradi nezakonite odpovedi nemudoma vložil tožbo zoper delodajalca pri delovnem sodišču. Kadar gre za prenehanje delovnega razmerja, je treba tožbo vložiti v 30 dneh od prejema ustne ali pisne odpovedi. Zamuda tega roka pomeni, da svojih pravic pred sodiščem ne moremo več uveljavljati. Tomaž je v tožbi zahteval, da sodišče ugotovi, da je odpoved nezakonita, da mu delovno razmerje ni prenehalo in da ga mora delodajalec vrniti v delovni proces. Poleg tega je zahteval, da ga delodajalec prijavi v socialna zavarovanja ter mu obračuna in izplača plače. Dokazno breme v delovnih sporih zaradi redne odpovedi delovnega razmerja je na delodajalcu. To pomeni, da mora delodajalec v postopku dokazati, da držijo razlogi, ki jih je navedel v redni odpovedi. Tomažev delodajalec je v odgovoru na tožbo navedel, da je Tomaža odpustil zaradi hujših kršitev pogodbe o zaposlitvi in da mu je odpoved poslal po pošti. Sodišče je opravilo narok, na katerem je izvedlo dokaze, ki sta jih predlagala Tomaž kot tožnik in delodajalec kot tožena stranka. Če sodišče v delovnem sporu po izvedbi vseh predlaganih dokazov ne more ugotoviti dejstev, potrebnih za odločitev, lahko izvede tudi dokaze, ki jih stranki nista predlagali. V Tomaževem primeru delovno sodišče odloča v senatu, ki ga sestavljajo poklicni sodnik in sodnika porotnika. Eden od porotnikov je predstavnik združenj delodajalcev, drugi pa predstavnik združenj delavcev. Po opravljenem postopku je sodišče izdalo sodbo, v kateri je odločilo, da je bila odpoved nezakonita in da mora delodajalec Tomaža vrniti v delovni proces, mu za čas, ko ni delal, izplačati plačo in ga prijaviti v obvezna socialna zavarovanja. Sodišče je delodajalcu naložilo tudi plačilo vseh stroškov postopka. V sporih o obstoju in prenehanju delovnega razmerja delodajalec praviloma krije svoje stroške postopka, ne glede na to, ali v postopku uspe ali ne. Tako Tomaž kot delodajalec bosta sodbo prejela po pošti. Če se z odločitvijo ne bosta strinjala, lahko vložita pritožbo, o kateri bo odločalo višje delovno in socialno sodišče. Če pritožba ne bo vložena, bo sodba postala pravnomočna in bo zavezovala stranki k njeni izpolnitvi. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni, zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodišču.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.